Fleksa po 50. Investicijsko zavarovanje Fleks za odrasle. Lahko do konca meseca sklenete s posebnimi ugodnostmi. Fleks za odrasle iz zavarovalnice Triglav. Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Minute za kulturo. Nocoj v studiu pozdravljamo ravnateljico Zagorske glasbene šole, gospo Metko Podpečan. Dober večer. Dober večer. Kako je z letošnjim šolskim letom? Kako ste zadovoljni z vpisom? So kakšne spremembe? Ja, kar pošteno. Smo že zakorakali v šolsko leto 2014-2015. Seveda tudi že nekako se odpočili ob prvem prostem tednu, torej jesenskim, tako imenovanim krompirjevim počitnicam. Sicer pa polno zasedeni, polno številčni. Malo več nas je kot v preteklem šolskem letu, torej število učencev, tukaj mislim na število učencev, vsi oddelki so popolnoma polni, seveda pa je nekaj kandidatov, ki so se želeli vpisati v glasbeno šolo, tudi ostalo zunaj naše šole, kar pomeni, da v letošnjem šolskem letu pač niso bili vpisani, vendar jaz verjamem, da jim bo v naslednjem ali morda čez 2 leti tole uspelo. Koliko let pa štejejo najbolj številčni oziroma najbolj številčna generacija? Kdaj se odločajo za vpis v glasbeno šolo? To je določeno s predmetnikom za glasbene šole, kar pomeni, da začnemo vpisovati 5 let stare otroke, torej predšolska glasbena vzgoja, in potem vse do 18. ali več let, kajti oddelek petja. Pevci se lahko vpisujejo šele, ko je mutacija zaključena, ko je seveda pevski aparat dovolj razvit, ker vemo, da gasilki sta mišici in to je potrebno, da je razvoj zaključen, kar pomeni, da fantje nekje pri 18 letih začenjajo, dekleta pri 17 in potem 6 let traja izobraževanje, tako da 24 in tudi kakšno leto več. Tako da generacijsko smo kar zelo medgeneracijski, tako z učenci, kot seveda tudi v pedagoškem in torej strokovnem in tudi tehničnem kadru. V glavnem, taka zelo prijetna družba smo. Koliko pa imate zdaj učiteljev? Kaj več, kaj manj? Ja, tudi mi smo seveda morali slediti tako imenovanem ZUJF-u, zakonu o uravnoteženju javnih financ, ki je nekako prinesel 1% zmanjšanje zaposlenosti, kar pomeni v primeru naše šole, da nas je trenutno 20 vseh zaposlenih, torej 17 pedagoških delavcev, in jaz sem v bistvu v vlogi dvoživke, kot pedagoški delavec in kot vodja, torej tehnični delavec in pa seveda še potem 3 tehnični delavci. Skratka, 20 vseh skupaj, s tem, da pa šolo obiskuje 555 otrok. Torej tukaj 200 individualnih in potem 630 v oddelkih skupinskega pouka in pa še v interesnih dejavnostih nadaljnjih 225. Skratka, kar veliko nas je, torej 20 zaposlenih, kar je malo, in 555 učencev, kar je zelo veliko. Kateri del pa je vam bolj blizu, pedagoški ali del ravnateljice? Ja, jaz sem kar, če to pogledno, strokovno, če tako rečem, kar precej razdvojena. Kot prvo sem glasbenica. To je prva stvar in to bom vedno. In s tem sem se rodila, na to sem zelo ponosna in to je edino, kar bo do konca življenja ostalo v meni. Sem glasbenica in seveda učiteljica. To sem zelo rada, izredno rada sem v razredu, zelo rada imam otroke, tako da to je pač tisto, kar je moje, tega mi nihče ne more vzeti. Ravnateljica pa sem tudi z veseljem. S 1. septembrom sem nekako vstopila v 3. mandat ravnateljevanja, kar pomeni 11. leto. Zelo dobro se počutim v tej vlogi. Mislim, da je veliko še stvari, ali pa bom rekla, ravnatelj lahko v šoli veliko doprinese ali pa vsaj mogoče odpira poti, po katerih potem hodijo zaposleni in seveda učenci. Je pa res, da je skupina zaposlenih, s katerim delam, oziroma moji sodelavci so res izjemni. V vseh pogledih, po človeški plati, kot strokovno in tudi sicer. Moram reči, da je verjetno malo takih kolektivov, kot je naš, kjer se tako lepo razumemo, kjer tako lepo teče energija in kjer tudi v bistvu sledimo istim ciljem. Je pa res, da upoštevamo vsakega posameznika. Da mislim, saj upam, da lahko izražajo svoje ideje, da lahko udejanjajo tisto, kar si zastavijo, ker se veste, strokovni razvoj je zelo pomemben. In v današnjem času, ko je sredstev v ta namen vedno manj,
je zelo pomembno, ne, da vodja vidi sposobnosti in želje zaposlenih in da jih tudi poskuša uresničiti oziroma jim pomagati in seveda, da jih pohvali. Kajti to je ravno tako pomembno pri odraslih kot pri otrokih. Skratka, saj veste, kako hrana. Včasih pravimo, da pohvala je bolj pomembna kot hrana. Ne. To je naše življenje, ker pa ne zato, da bi imeli občutek, da potrebujemo potrditev, da nas bo neka okolica sprejela ali družba. Gre za to, da imaš občutek, da delaš prav. Mislim, da to je tisto, kar skozi to pohvalo nekako želimo izraziti. Včasih pri odraslih pohvala v bistvu še bolj cenjena ali pa še več vredna kot pri otrocih, pa še ne vemo, ne? Zagotovo, kajti na naši naravi je, da otroke kar radi pohvalimo. Ne? Če nimamo drugega, pohvalimo frizurco ali pa novo oblekico. Ne? In to otrokom zelo veliko pomeni. Pri odraslih se nam pa zdi, da ko enkrat hodi v službo, da je to že dovolj. On za svoje delo dobi plačo, morda kdaj še kaj zraven, ker zdaj v zadnjih letih tega ni, ne? Vse ostalo pa nekako ne sodi, ne? Ampak to ni res. Včasih pohvala, iskrena pohvala in prijazna beseda in pozornost, ki jo namenimo človeku ob opravljenem delu, pomeni več kot materialno zadoščenje. Ali pa, če bi recimo nekdo dobil za tisto nekaj plačano vprašanje, če bi mu toliko zaleglo, kot mu lahko pohvala, ki mu je da sodelavec. Seveda pa vsi nekako želijo in jim veliko pomeni tudi pohvala šefa, vodje, ravnatelja, direktorja, kakorkoli želite. Ne? Tako da mislim, da to je zelo pomembno in da tega se premalo zavedamo. In da še preveč je včasih v naturi, naravi Slovencev, to je kar naša nekako tradicionalna lastnost, da raje ne pohvalimo, če vidimo, da je dobro, ker zakaj pa bi, ne, če jaz tega nisem dosegel. Jaz pa mislim, da v Zagorju je ta miselnost malo obrnjena in prepričana sem, da na naši šoli radi opazimo, radi pohvalimo in z tega razloga seveda v tem duhu vzgajamo tudi otroke, torej učence, posledično starše, in vse tiste ljudi, ki nas obiskujejo, hodijo na naše koncerte, nas podpirajo in seveda simpatizirajo z nami, ker moram reči, v Zagorju imamo res, res izjemno močno in dobro podporo. Tako. Torej, dobro delo v strokovnem timu se potem tudi pozna pri otrocih. Oni so dosegli kar nekaj velikih uspehov, mar ne? Ja, zelo uspešni so naši učenci in seveda učitelji v doseženih rezultatih na tekmovanjih in to že kar 10 let, iz leta v leto več. Zdaj tako je, ne? Jaz vedno rada povem in vedno poudarim, da merilo kakovosti šole niso doseženi rezultati na tekmovanjih. Kajti morda se kakšno leto zgodi, da je manj tekmovanj ali da so tekmovanja finančno prezahtevni zalogaj, da se pač tega ne moremo privoščiti. Nekateri otroci tudi ne želijo tekmovati. Torej pomeni, da niso tip profil, če tako grobo rečem, tekmovalnega učenca, kar tudi ni nič narobe. Včasih tudi starši ne želijo. Kajti cel sistem izobraževalni je tako tekmovalno naravnan, vedno se borimo za neke točke, za neke pogoje, da jih dosežemo takšne in drugačne. In se mi zdi, da včasih je že preveč izražena ta tekmovalnost. In nekateri starši želijo svoje otroke vzgajati bolj v smislu vrednot, ne toliko v smislu tekmovalnosti, kar zelo tudi podpiramo in seveda spoštujemo. Zato ni to merilo, doseženega rezultata na tekmovanjih, smo pa veseli, če je. In seveda takšnim učencem, ki pa želijo tekmovati, pa to tudi omogočimo. Res je, da še enkrat poudarim, da strokovni tim je res izjemno kvaliteten, kar pomeni, da ti moraš najprej imeti pogoje. Torej, da imaš strokovnjaka, ki je sposoben otroka pripeljati do nekega rezultata. Potem seveda lokalna skupnost, ki to podpira. Kajti osnovna dejavnost glasbene šole je izobraževanje, ne? Tekmovanje je že dodana vrednost, to so tiste nadgradnje. Tako da tukaj je vsekakor podpora okolja, staršev, kot sem rekla, lokalne skupnosti, pomoč in sodelovanje osnovnih šol. Kajti, če tega ne bi bilo, in tudi seveda srednjih šol, in tudi konec koncev vrtca. Skratka, z vsemi deležniki je treba biti povezan, sodelovati in vsi moramo v bistvu dihati isti zrak, da se na koncu lahko rezultira to v nekem rezultatu oziroma neki nagradi. In če se vrnem na preteklo šolsko leto, kar 56 nagrad so prejeli naši učenci na različnih tekmovanjih, od tega 2/3 zlatih. S tem, da nihče ni dobil manj kot bronasto plaketo. Tako da jaz mislim, da sama statistika je skoraj, bi rekla, pravljična. Ampak, če pa pomislimo, koliko ur vadanja,
odpovedovanja, tudi solza je bilo prelitih za temi rezultati, potem lahko rečemo, da ni čudno, da so naši učenci uspešni, da dosegajo izjemne rezultate, da so tudi ob upisih na sprejemnih preizkusih za srednjo stopnjo praviloma vedno 100% uspešni in da ne povem še drugih stvari, ki sledijo temu, je pa seveda logično. Ne? To se rezultira potem neko dobro delo, seveda generacij preteklih, učiteljev, ki so učili v preteklosti, ravnateljev, ki so šolo vodili v preteklosti, okolju, ki je bilo ves čas naklonjeno tej dejavnosti, kajti moramo vedeti, da naslednje šolsko leto Glasbena šola Zagorje praznuje svojo 70. obletnico neprekinjenega delovanja. Tako da mislim, da vsa ta podpora ožjem okolju, širšem okolju, seveda se potem rezultira na koncu v teh rezultatih oziroma zadovoljstvih in veseljih, ki jih otroci tako nekako radi doživijo, kadar seveda so nagrajeni na tekmovanju. Bi si pa gotovo želeli večje podpore oziroma razumevanja glede kulture glasbene šole strani države. Slišati je, da želijo privarčevati ravno na vašem področju, ampak glasbena šola je veliko več kot samo znanje inštrumenta. Otroku veliko več pomeni, veliko več da. To je znanje in to je izobrazba za celo življenje. Res je, v preteklih tednih smo zelo veliko poslušali, brali in tudi v medijih je bilo ogromno izpostavljenega tega, da vlada v predlogu proračuna za leto 2015 načrtuje sofinanciranje oziroma financiranje glasbene šole strani staršev. Kar bi tako grobo pomenilo, da za šolnino, ki jo zdaj mesečno plačujejo starši za enega otroka za polni program 25 €, bi bil to potem 10-kratnik te številke. V našem primeru 250 do 300 € mesečno. Ne vem, koliko staršev bi zmoglo tak strošek. Pri tem, da najbolj boli to, da država to je opravičevala s tem, da to ni obvezen program. Poglejte, ni obvezen program. Ampak tudi visokošolstvo, recimo, ni obvezen program, pa morda še kaj. Je pa javno veljavni program, ki ima svojo vertikalo, kar pomeni, da tisto, kar se začne v vrtcu, če tako rečem, gre preko osnovnih glasbenih šol do srednje glasbene šole, akademije in potem profesionalni orkestri, profesionalne kulturne inštitucije. In si ne predstavljam, kako lahko ena država pri tako visokem nivoju kulturnega udejstvovanja, kot ga ima Republika Slovenija, sploh pomisli na kaj takega, ker s tem je zaradi enostranskih ukrepov v bistvu prizadeta, da ne rečem paralizirana, celotna veja izobraževanja in celotno kulturno udejstvovanje nekega naroda. Ker vi morate vedeti, da to ne gre samo za profesionalne glasbenike, tukaj so tudi amaterski glasbeniki. Tukaj gre za celostni razvoj človeka kot osebnosti. Otrok se v glasbeni šoli pri vadenju, pri učenju glasbenih spretnosti nauči drugačnega sporazumevanja, emotivnega čustvovanja, potem drugačnega razmišljanja, potem socialno in emocionalno dozoreva odgovorno osebo. In odgovornost in pripadnost je tista, ki glasbene šole na nek način še posebej opredeljuje. In ta sistem poučevanja 1 na 1, kar pomeni, da učenec individualnega pouka je v razredu z učiteljem sam. To je neprecenljivo. To je sistem, ki ga nam zavida v bistvu Evropa in svet. In zato je Republika Slovenija tako priznana ali pa glasbeniki iz Republike Slovenije tako priznani. Naši diplomanti naših akademij so eni izmed najbolj vidnih članov svetovnih orkestrov in različnih zasedb. Maturantje konzervatorijev ljubljanskega, mariborskega za glasbo in balet ter srednjih šol, ki so še po Sloveniji, srednjih glasbenih šol, so upisani pa sprejeti na akademije, kjer recimo izmed 90 kandidatov za en inštrument vzamejo 3 ali 4 in med njimi so naši dijaki. Torej to pomeni, da je ta nivo izobraževanja resnično visok in da resnično se udejanja vse tisto, kar naj bi glasba mlademu človeku in potem odraščajočemu in odraslemu dala. In to bi s takimi ukrepi uničili v kali zatrl, kajti mi smo izračunali, da če bi se to zgodilo, bi v momentu bil izpad oziroma usip 70% učencev. Kaj to pomeni potem za naslednje šolsko leto, si sploh ne upamo razmišljati. Je pa res, da smo se povezali izredno močno ravnatelji glasbenih šol, vseh slovenskih glasbenih šol in ostro protestirali in se uprli proti tem idejam
in tem predlogom. Ob tem nas je izredno močno podprla tudi Akademija za glasbo v Ljubljani, kar se nam zdi izredno pozitivno in seveda tudi bili smo veseli tega odziva. Potem tudi sindikati so stopili na našo stran, tako da vidi se, da tudi širša javnost čuti to kot nek problem, kot nekaj, kar bi dejansko nam en zelo vitalni organ, če tako rečem, uničili ali pa onemogočili njegovo delovanje. Tako da jaz upam, tudi po zagotovilih ministrice, neuradnih zagotovilih ministrice, da zadeve ne bodo tako radikalne, da se bo to seveda, to varčevanje enakomerno porazdelilo med vse deležnike. Ker v tem primeru bi tem sistemu izobraževanja, torej v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, bilo najbolj prizadeto glasbeno izobraževanje. Jaz pa mislim, da v tem ministrstvu je toliko različnih področji, da je pač potrebno uravnoteženo in enakomerno pristopiti k tem ukrepom. Se pa popolnoma strinjam, da varčevanje je potrebno, da bomo morali še prilagoditi naše delovanja in seveda tudi načine, bom rekla, morda, ne vem, oblikovno ali pa programsko zadeve spremeniti, nikakor pa ne ta strošek in to breme prevaliti na ramena staršev. Ker s tem bi prišlo do velike negativne diskriminacije tistih otrok, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin. In zopet bi se ponovila zgodba, ki smo jo tako zelo, da rečem, zavračali in tudi obsojali iz preteklosti, da so se lahko z glasbo in s tem ukvarjali samo tisti otroci, katerih starši so bili premožni. Torej zopet pride do nekega elitiziranja, nečesa, kar bi morala biti splošna dobrina, nekaj, kar bi moralo biti dostopno vsakemu otroku. Kajti talent ni povezan z višino sredstev ali pa s finančno zmožnostjo staršev. Tako da je ta moment, mislim, da je tle zelo pomemben, da moramo vztrajati na tem, da ostane to vsem dostopno in seveda tudi, da imamo iz te velike množice otrok, ki želijo obiskovati glasbeno šolo, resnično možnost izbrati najboljše talente in tudi, če niso finančno dovolj stabilnih družin, jih podpreti in jim omogočiti, da dosežejo svoj maksimum. Seveda, tudi družba bi s tem veliko izgubila, da 70% talentov ne bi bilo odkritih, ne? Jaz mislim, da je to nepopravljiva škoda. Nepopravljiva škoda, ki bi se lahko dolgoročno zelo slabo končala. Poleg tega ta se generacija otrok, ki prihajajo iz šibkejših družin, absolutno ne pride. Upoštevam se nekaj, ta negativna diskriminacija je najhujše. Že tako je socialno stanje v državi. Vemo, kakšno je kritično. S takimi ukrepi bi samo še nekako poslabšali stanje. Poleg tega pa tudi nekako načeli strpnost tistih ljudi, ki verjamejo v to, da seveda se bo z varčevanjem, z neko zmirnostjo na vseh področjih dalo pripeljati našo državo ali pa vsaj finančno stanje države v malo boljše vode. S tem dejansko načenjajo strpnost tudi takih ljudi. In jaz mislim, da ko bo če se bodo te stvari na tak način ponavljale v prihodnosti, jaz mislim, da potem pa res nam zelo slabo kaže in se slabo piše naši državi in pa seveda vsem tistim, ki nekako se trudimo in pa želimo, da otrokom omogočimo čim bolj lepo, mirno otroštvo, mladost, odraščanje, seveda z možnostjo razvijanja svojih želja, interesov in seveda talentov. Seveda. Razvijate oziroma dajete možnost pa tudi raznih koncertov, ki se pa tudi zdajle kar hitro bližajo. V tem času pripravljate decembrske prireditve? Ja. Več kot 100 prireditev vsako leto organiziramo. Lansko leto rekordnih 138, lansko šolsko leto. To je res za takšno šolo, kot je naša, izjemno veliko. To vsako leto povem v tem studiu, pa vedno rečem, še več jih je bilo in tudi lansko leto je bilo tako. V letošnjem letu smo pa tudi že precej prireditev upravili, zelo uspešnih in moram reči, da naši učenci resnično, to pa moram pohvaliti, no, čeprav pravijo, da vedno preveč hvalim, ampak tako pač je, treba jih je pohvaliti, res so krasni, res so pridni. Že drugi teden meseca septembra, torej 14 dni, dobrih 14 dni pouka, pa so že nastopali in to se predstavili v najboljši luči, tako da res vsa pohvala učencem.
seveda učiteljem in pa tudi staršem, ki morajo že kar 1. septembra začeti otroke pripravljati na to, da je treba na polno začeti vaditi. Tako da res veliko je nastopov in tudi do tega trenutka je bilo že zelo veliko opravljenih. Med drugim smo nastopali tudi na državni prireditvi ob izboru Slovenke leta, kmetice leta, pardon, na katere se je udeležil tudi predsednik države, gospod Borut Pahor, in mislim, da smo se res lepo predstavili. V mesecu decembru nas pa čaka že kar začetku 8. in 9. matineja Gasilec Samo za vse učence osnovnih šol zagorskih od 1. do 5. razreda in vse otroke iz vrtcev. Potem 22. in 23. december božično-novoletni koncert, tradicionalni, ki ga zdaj spet v 2 izvedbah, torej 2 ponovitvah izvajamo, kajti interes po vstopnicah za ta koncert je izjemen in prav je, da ima vsak, ki si to želi, možnost tudi to videti. Predtem pa še tekmovanje v Trstu Ars Nova, katerega se bo udeležila ena violinistka in pa komorna skupina naše glasbene šole in kup nastopov, drobnih, malih, tukaj, tam, ki se bodo v tem času še pojavljali. Potem pa, da ne govorim, v letu 2015, od januarja do konca junija, zelo, zelo, zelo veliko dogodkov, pa mislim, da tem bomo še bomo govorili. kasneje. Tako. Ja. Prej smo že omenili, da tudi učite. Kako pa gledate na to, ko gre vaš učenec na oder? Ste še vedno kaj nestrpni, ali ste se že navadili na ta adrenalin? Tega se nikoli ne navadiš, popolnoma. In tudi mislim, da ko se človek tega navadi, ko mu to postane dnevna rutina, je nevarno. Takrat je treba oditi. Vedno mora biti pozitivni adrenalin. In vedno je prav, da je tudi pri učencu oziroma pri nastopajočem, bodi si, da je to učenec, bodi si učitelj. In seveda tudi pri mentorju, ki za odrom tišči pesti in diha globoko, ali bo šlo ali ne bo šlo. In to je tisto pravo, ne? Razlika je samo v tem, da s pedagoško kilometrino, ki jo človek ima, lažje nekako pristopi k temu, bolj zrelo, bolj umirjeno. Ko smo mladi učitelji, nas bolj znervirani, včasih se prav smejimo, ko so učitelji bolj znervirani ali pa nestrpni kot recimo učenci. Ne? Z leti potem pride to do nekega, človek se malo navadi na to in zna nekako bolj regulirati in bolj usmerjati ta adrenalin. Je pa seveda najpomembnejše pri vsem tem, da je učenec, nastopajoči, dobro pripravljen. Naša odgovornost je v bistvu, glavna odgovornost je v razredu, pred tem, preden otrok pride na oder, da ga pripravimo seveda najprej, da obvlada program, da se počuti sigurnega, da je program tisto, kar mu je poznano, kjer ni več neznank, ali pa vsaj v večini primerov ni neznank, da se počuti sigurno, da se počuti udobno v tistem, kar igra. Potem je druga faza, priprava na oder. Začnemo, z nastopi v oddelčni skupnosti, torej pred kolegi, pred sovrstniki, potem v dvorani naše glasbene šole, ki je malo manjša, potem na kakšni otvoritvi razstave, včasih tudi v župnijski cerkvi in seveda potem na velikem odru, kot radi rečemo. Ne? In iz tega razloga smo pred leti, že kar precej let nazaj, s kolegico Mojco Zupanovo, našo upokojeno učiteljico in pa tudi zborovodkinjo otroškega pevskega zbora Cici do upokojitve nekako pričeli z nekim projektom Cici koncerta. To pa je koncert, na katerem na velikem odru, torej delavskem domu, nastopajo učenci stari do 10 let. S tem, da učitelji smo na odru maskirani v neke vloge in odigramo tekstovni del zgodbice. S tem otroka nekako postaviš na oder, pred reflektorje, si pa ves čas ob njem. On se čuti varnega, ker ve, da učitelj je za njim. Sej mi v tistem trenutku ne moremo pomagati, da če se on zmoti, da bomo mi prijeli inštrument in odigrali. Nikakor ne. Gre za to, da smo z njim. In ko on čuti našo prisotnost, se ta njegova trema, ta napetost porazdeli. In s tem je bolj sproščen, bolj umiren in lažje zaigra. In na ta način smo nekako začeli vzgajati, tako da so te zadeve zdaj prerasle, da so te naši cici koncerti že tako tematski, da nam že včasih učiteljev za igranje vlog zmanjka. Učencev je vedno dovolj, ki bi želeli nastopati, in potem v mesecu decembru, potem ta junijski program nekako rahlo prilagojen, ponovimo tudi za osnovne šole in vrtce. Tako da to je nek proces, ki se odvija, ki nekako rasteš ti kot učitelj z njim, otrok skozi to odrsko kilometrino in potem cela skupnost, cela šola nekako drug drugega navajamo, vzgajamo in pripravljamo na to. Vsi pomagamo, se pogovarjamo ogromno o tem.
poslušamo tudi kakšna predavanja ali beremo literaturo takšno in drugačno. Skratka, ves čas nekako iščemo poti, ki bi nam umilile to tremo ali pa ta pozitivni adrenalin, pri tem, da pa vedno vemo, da pa mora biti. Ne? Ampak tista prava mira, kdaj je dovolj, kdaj ga je še nekaj, kdaj ga je preveč, kdaj ga je premalo, to je pa tisto, kar pač moramo nekako poiskati znotraj sebe in tudi v tem duhu vzgojiti učence oziroma otroke. Čutiti je, da se zelo povežete učitelji z otroki. Se je težko potem posloviti, ko gre na višjo stopnjo? Ja, zelo težko. Je. To pa so tisti trenutki, ko ponavadi tudi učitelje in tudi ravnateljico premagajo solze. Ne? Redko kdaj je, to so naši otroci, dihamo z njimi, se veselimo z njimi, to so tudi več ali manj v takem kraju, kot je Zagorje, se vsi poznamo, ne? In vsi dihamo isti zrak. In nekako, veš, tudi poznaš, iz kakšne družine otrok prihaja, veš, da je podpora, nekako mi stopimo kot iz druge del družine zraven. Ne? In ko tak otrok odhaja, si v bistvu po eni plati vesel, mu privoščiš, da napreduje, da je dosegel maksimum na nekem osnovnem nivoju in da odhaja naprej. Po drugi strani ti je pa hudo. Vedno se sprašuješ, ali bodo znali z njim tako delati, ali ga bodo razumeli, ali bodo začutili, da je ta otrok na nek način malo drugačen, da mogoče rabi več osebnega pristopa, da mogoče ta otrok rabi bolj nežno roko, da rabi, da ga s pohvalo pripelješ do rezultata, ali mogoče rabi tisti trenutek, ko reče, veš kaj, zdaj pa domov, pa vadita, ne? Se vidiva drugi teden in veš, da bo naredil vse, ker pač potrebuje na neki točki tisto odločitev, da ga postaviš pred dejstvo. Ne? Skratka, vedno nas to skrbi. Ali bodo našli pravega učitelja, ali bo to, a bo stekla med njima prava energija, a bo ta empatija, ta sinergija prava. Skratka, milijon vprašanj. In potem še starši, ne, velikokrat, joj, kako nam bo hudo. Tako da velikokrat junija so res taki lepi trenutki, obenem pa žalostni, ko nekako vidimo, da naši otroci odhajajo, seveda jim pa privoščimo in se veselimo z njimi tudi naprej. Naš oder je vedno odprt za koncerte teh otrok in izredno veseli smo, ko se te najstniki, potem odraščujoči, že odrasli ljudje vračajo na naš oder ali pa celo pripeljejo v šolo svoje otroke. Tako da res je ena taka lepa povezanost, ki ves čas teče, nekako čutimo drug drugega, tudi če nismo vsak dan ali pa vsak teden dvakrat skupaj, vemo drug za drugega, se veselimo drug z drugim, si pomagamo in nekako iščemo ali pa gremo v tisto smer, kar pač, kot sem že prej rekla, kar naj bi glasba dala to širino, povezanost, sočutnost in vse tisto, kar pač v naši družbi vse prej kot pogosto ali pa kot ne manjka. Ne? Ja, tako. Glasba je nadvse pomembna, tudi za tiste, ki jo ne ustvarjajo direktno. Seveda. Ja. Prosila vas bom, če mi pomagate malo pri žrebanju nagrajencev za nagradno vprašanje, ki smo ga zadnjič zastavili. In sicer vprašanje je bilo, kako se imenuje humanoidni robot, ki ste si ga lahko ogledali v Trbovljah. Ste morda šli? Ne, žal, mi čas ni dopuščal, tako da nisem si pogledala, sem pa kar precej slišala o tem. Tudi moj sin mi je pripovedoval o tem, tako da mislim, da je kar zelo zanimiva stvar. Ne? Tako, ker odmevna stvar je bila. Prosim, gledam stran. Tako, prvo izžrebani prejme knjigo založbe Ved, roman Magdalene Cundrič, Dežela oblakov in stopnici za kino Zagorje. Piše Doha. Tale bo pa... Ne bo ta prava, ne? Jaz mislim, da se tole na neko drugo področje nanaša. Mislim, da za šport. Tako je. Bo kar ponovili, prosim. Da vidimo. Asimo, ja, je prav. Pravilni odgovor. Ana Grahek, Ržiše 21, 1413, Čemšenik. Ja, izvolite. Super, hvala lepa, bomo še pokazali. Takole. Čestitke. Še nadaljujeva. Tako, za drugo izžrebanega imamo pa nagrado Mladinski roman Tine Brin, Nabrita Brina, Nenavadni prijatelj in stopnici za kino Trbovlje. V robotu je ime Asimo, Janja Krznar, Jevšnikova 19, Kisovec. Tako je. Se vidi? Dam braj vam, da boste... Aha, je. Bo. Vredo. Super. Hvala lepa. Ja. Krasno. Izvolite. Hvala. Čestitke tudi gospe Jani Krznar. Zdaj pa še tretjega bomo izžrebali, prosim. Ta bo pa prejel darilni bon, ki ga poklanja frizerski salon Karnel Kisovec. Asimo. To pa je gospa Mišič Dragi,
Cesta Zmage 49, 1410 Zagorje. Takole. Čestitamo. Aha, dobro, se vidi. Čestitke. Tako, hvala lepa za pomoč. Ja, z veseljem. Zdaj pa zastavljamo še eno vprašanje za naslednjič. In sicer na vprašanje je, kdo je predsednik Fotodruštva Hrastnik? Prvo izžrebani bo prejel knjigo založbe Ved, mladinski roman Ernest Svet Levček Oli v deželi Mezinčkov in vstopnici za Kino Zagorje. Drugo izžrebani bo prejel zgoščenko zasedbe Flora in Paris, Jutranja rosa in vstopnici za Kino Trbovlje. Tretjo izžrebani pa darilni bon, ki ga poklanja frizerski salon Karnel Kisovec. Do 17. novembra imate čas, da odgovorite na nagradno vprašanje. Svoje odgovore pa pošljite s polnim imenom in naslovom na naslov ETV Loke pri Zagorju 22 1412 Kisovec ali pa kar po elektronski pošti, in sicer na naslov etv@elektroprom.si. Torej do 17. novembra imate čas. Takole, torej, da izpostaviva še enkrat, v decembru bo kar tak prijeten glasbeni december za vas, in sicer 8. in 9. Matineja Gasilec Samo za učence osnovnih šol do 5. razreda in otroke z vrtcev. 22. in 23. december božično-novoletni koncert, tradicionalni. Potem 5. decembra verjetno na Miklavževanju na ploščadi v Zagorju in še kup manjših ali pa nastopov po par točk, pa verjetno še kaj večjega tudi vmes, tako da, ampak to so tiste pomembnejše oziroma stvari, ki nam vzamejo malo več časa, seveda še tekmovanje, kot sem prej omenila. Skratka, ne bi preveč naprej naštevala, ker se bom hitro preveč ogrela zopet ali pa kaj pomembnega pozabila. Skratka, to je to za enkrat. Tako, za naprej se bomo pa še slišali. Zagotovo. Morda še tudi v tem studiu. Jaz vam najlepše zahvaljujem za obisk pri nas in vam želim prijetne in uspešne nastope. Najlepša hvala za povabilo in kot vedno hvala tudi za podporo, ki jo ČTV ves čas nudi tudi Glasbeni šoli Zagorje. Tako da hvala. Z veseljem. Zasavskega vsestranskega umetnika Jožeta Ovnika ni treba posebno predstavljati. Njegova dela krasijo številne domove in galerije. Podrobno smo vam ga tudi predstavili v našem spletnem pogovoru meseca v kulturni oddaji in oddaji Med nami. Tokrat nas je Jože Ovnik presenetil zanimivo razstavo kari portretov v avli Delavskega doma v Trbovljah. Na ogled je postavljenih 56 znanih in manj znanih obrazov kari portretov, torej kombinacij karikature in portreta, vsak od njih pa ima tudi svoje posebno sporočilo. Za kaj več o razstavljenih delih smo na kratko pobarali avtorja Jožeta Ovnika. Tukaj v Delavskem domu v Trbovljah si lahko ogledamo vašo razstavo kari portretov. Je to vaša prva tovrstna razstava? Ja, to je prvič, da se predstavljam v tej luči Trbovečanom in ostalim obiskovalcem. Sicer sem te kari portrete oziroma karikaturce in portrete risal že prej, ampak v tej obliki, pa v tej verziji, pa da bi združil karikaturo in portret na en list papirja, pa ne. In kakor imam zdaj informacijo, so te je razstava lepo sprejeta in karikaturce oziroma kari portreti ravno tako. In kako izbirate kandidate za portret? Kandidati se sami izbirajo. Pride situacija v življenju, ne vem, kakšen dogodek, pozitiven, negativen, v meni se zbudijo neka čustva in tega človeka pač naredim. Pa to ni zdaj pomembno, je to Trbovčan, je to človek, ki živi izven naše doline. V glavnem nekaj se mora zgoditi, da ga vrednega, nekaj pomembnega, da si zasluži, da pride na vrsto. Torej pozornost, jel da? Pozornost. Ja, in kako potem slikate, po spominu ali po fotografiji? Pomaga si s fotografijo, seveda, to je mnogo lažje s fotografijo, risati človeka. Obstajajo mediji danes, internet, te zgodbe in teh fotografij se najde kar dost. Če pa kdo želi svoj portret oziroma kari portret zase, pa je priporočljivo, da mi dostavi fotografije ali pa ga tudi narišemo v živo.
In kakšen je njihov odziv? So zadovoljni? Ja, zdaj, ko sem že prej omenil, so zadovoljni oziroma je neko veselje v njih, ko se vidijo v teh podobah, ne? Kar me imponira v tej meri, da mislim, da bom s temi zgodbami nadaljeval. Tukaj niste razstavili vse svoje kari portrete, kar nekaj jih še imate verjetno. Imam jih še dosti, ne? Ampak vse ne moš postaviti, bilo bi jih še za eno tako razstavo, ampak tudi te, ki sem zbiral za razstavo, malo sem sicer gledal, ne, kaj bom obesil, potem na koncu sem pa že rekel, pa kaj, vse so se dobre, tako, no. Pa sem kar na slepo vlekel ven škatle in tukaj so zdaj na stenah in vabim vse, ne, da si pridejo to razstavo ogledati. Do kdaj pa je še odprta? Do 7. novembra. Torej, vabljeni vsi? Vsi. Prisrčno vabljeni, ja. V knjižnici Mileta Klopčiča v Zagorju je bila predzadnji četrtek v oktobru zanimiva predstavitev knjige Nori ambasador o Peru Brkoviću. Žal pred maloštevilnim občinstvom je vsem znani pohodnik govoril o svojih življenjskih izkušnjah, ki so ga pripeljale na pot, ki jo živi danes. Po njegovih besedah se je vse začelo, ko so mu zdravniki ugotovili neverjetno visoke ravni sladkorja v krvi in mu povedali, da je njegov čas v izteku. Vendar pa se je Pero odločil, da bo premagal bolezen in kot naročena mu je v tistem obdobju prišla popularna nordijska hoja, do katere ljubezen in strast čuti še dan danes. S hojo pa mu je uspel tudi neverjeten podvig do občutnega zmanjšanja krvnega sladkorja. Seveda njegovi uspehi niso ostali skriti in tako je sprejel povabilo in kot prvi postal ambasador spreminjanja diabetesa, ki ga vodita zavod Diabetes in revija Dita. O svojem poslanstvu pa je našim gledalcem zaupal. Kot ambasador diabetikov sem že od leta 2012. Dejansko sem prvi ambasador diabetikov v Sloveniji in moram poudariti, da sem zelo ponosen na ta naziv, kajti tudi ta naziv zelo dobro branim, zelo dobro držim, ker že 6. leto sem pri diabetikih na čisti petki in vse te zadeve sem trdni dokaz, da se da z trmo, z vzgojo, z svojo psiho ozdraviti marsikatero bolezen. Kot tudi predsednica Darja Lovšin je ugotovila v meni potencial in tudi otvoril sem kampanjo v Mozirju, v Mozirskem gaju, tako da je to bila res prva zadeva. Sedaj je to že 2 leti mimo, ravno drugi teden imam zopet posnetek na televiziji kot predstavnik kampanje, kot predstavnik ambasador diabetikov, da se bomo spopadli z temi zadevami in povedali še kaj več za diabetike Slovenije, ki jih je že kar lepo število. Tokrat se je predstavitve knjige prvič udeležila novinarka Polona Malovrh, ki je po njegovih pripovedovanjih knjigo udejanila. Nori ambasador je delo, ki poleg življenjske zgodbe bralcu ponudi še obilico slikovnega gradiva. Prejšnji teden smo se udeležili odprtja klubske razstave Fotokluba Hrastnik. V ponedeljek so se članica in člani predstavili s svojimi deli v galeriji Kulturno-rekreacijskega centra v Hrastniku. Kaj točno razstava prikazuje, nam je zaupal predsednik Fotokluba Hrastnik Vinko Žagar. Na tokratni razstavi članic in članov Fotokluba Hrastnik je na ogled 31 fotografij 20 avtorjev Fotokluba Hrastnik. Za tematiko smo tokrat izbrali prosto temo, tako da so imeli nekako članice in člani čas celo poletje, da pripravijo ta material. Seveda je tudi nekaj materiala, bom rekel, starejšega, ampak ne glede na to. Pomembno je to, da se na tokratni razstavi predstavlja največje število članic in članov v zadnjem obdobju v Fotoklubu Hrastnik. 20 avtorjev ni v Hrastniku razstavljalo še nikoli, saj v tem času, bom rekel, ker sem jaz predsednik Fotokluba, ne. Tako da se mi zdi to zelo pomembno. Še pomembnejše pa se mi zdi to, da nekako te starejše člane Fotokluba nadomeščajo mladi in mladi, lahko rečem, da delajo zelo kvalitetno.
delajo pod mentorstvom našega umetniškega vodje, gospoda Simona Tanška, in z veseljem lahko rečem, da se danes na tej razstavi že predstavljata dva izmed teh članov, ki lahko rečem, da sta nekako skoraj enakovredna ostalim članom fotokluba. Na začetku so pevci moškega pevskega zbora Svoboda iz Hrastnika z glasbeno uverturo naznanili odprtje razstave. Po končanem glasbenem uvodu je zbrane nagovoril predsednik fotokluba Hrastnik in jim na kratko predstavil posebnosti samega dogodka. V nadaljevanju je gostom nekaj besed namenil tajnik kluba in njihov umetniški vodja Simon Tanšek. Predvsem se je osredotočil na digitalno fotografijo kot fenomen sodobnega časa. Za nas je o bodočih projektih Vinko Žagar spregovoril. Tako, za prihodnost, kot že rečeno, se nam v fotoklubu Hrastnik ni zabati. Zelo kvalitetno delamo z mladimi in nekako se tudi motivika temu prilagaja. Tokrat smo izbrali nekako prosto temo, ampak jaz mislim, da naslednje razstave, ki prihajajo, bodo definitivno tematske, ker smo po praznovanju 80-letnice fotokluba zastavili tematsko, zastavili v bistvu zasavsko industrijsko dediščino, smo videli, da članom to nekako godi, da vsi skupaj radi naredimo kaj na temo, ker takrat več razmišljamo o podobnih oziroma enakih stvareh in mislim, da je to fajn. Zato mislim, da bo naslednja razstava v tem prostoru, na kateri smo predstavili članice in člani na temo. Katera pa še bo, bomo pa še videli. Kako lahko skupina ustvarjalcev iz 5 evropskih držav vdahne novo življenje v zasavske prazne prostore? Od 20. do 29. oktobra je Trbovlje oziroma Zasavje gostilo ustvarjalce z področja videa, fotografije, kreativnega pisanja in street arta z Portugalske, Poljske, Nemčije in Škotske. Svoje talente in ustvarjalno energijo so strnili v produkcijo in prazne prostore napolnili z idejami. Dela so bila predstavljena v torek 28. oktobra v prostorih Coworking Zasavje na njivi v Trbovljah. Zasnova projekta je rezultat sodelovanja Mladinskega centra Zagorje in Društva za razvoj ustvarjalnosti Punkt. Kako se lahko praznina, pozabljenost in zapuščenost prelevijo v atmosfero, ki prinaša novo življenje? O tem smo se pogovarjali s Tadejo Bučar iz Centra ustvarjalnosti Punkt. Vaš projekt je vnesel kar precej živahnosti na njivo in mislim, da vam prazen prostor sploh ni bil problem. Prazni prostori nas veselijo, ker nas inspirirajo in predvsem pač zbujajo to domišljijo, kaj lahko vse bi v njih bilo. Tako da ti prazni prostori tukaj na njivi so pa sploh pač inspirativni postali, odkar smo postali prebivalci tukaj. Tako da ko mi čakamo, da še druge prostore naprej jim vnašamo novo dušo. Ste pa jih zapolnili z različnimi vsebinami. Tako, zdaj trenutno stojimo v čisto priložnostno vzpostavljeni galeriji. To galerijo smo v bistvu naredili zdaj čez vikend kot zaključni del tega našega projekta Empty Spaces Off. Ker ko smo razmišljali, kako postaviti na ogled vso to produkcijo, ki smo jo v teh 9 dneh naredili v praznih prostorih, nam je samo tako, ker samo od sebe rekli, naslednje stanovanje moramo pospraviti in v njemu spostaviti galerijo. Ker če bi prišli še v petek v bistvu sem, je to bilo zabasano z vsemi in to stanovanje je bilo prazno, mislim, da 7 let in noter vsa možna krama. In danes ne vidite nikjer ničesar, ampak eno krasno zgodbo projektov. Torej, zapolnitev prostora, pravzaprav idejo za zapolnitev dobite šele, ko pridete v prostor. Recimo, zelo je bilo to zanimivo, ker moramo povedati, da projekte so ustvarjali ustvarjalci iz 5 različnih držav. Nemčija, Portugalska, Poljska, Škotska in pa Slovenija. Poleg tega, da nekatere države, sploh Nemčija, imajo še člane svojih ekip iz Združenih držav Amerike, iz Libanona in iz Španije. Tako da v bistvu je bila to ena taka mednarodna družba. In če so ti ljudje prišli k nam kot popolni tujci v bistvu,
so se zgodbe kar spojile skozi te prazne prostore. Ne. Tudi za lokalne ustvarjalce so bili ti prazni prostori šokantni, ko smo se enkrat sprehodili skozi vse 4. Ne. Tako da, ja, no, to, v bistvu krasno je bilo to delati. Pa so bili presenečeni nad prostorom, mislim, koliko ga je. Zelo inspirirani, bom rekla, ker tudi partnerske organizacije, ki so prišle, recimo Škotska, Portugalska, ne, sploh Portugalska, ne, se s sorodno krizo je že soočala, ne, in nastanek teh praznih prostorov pač se je tudi tam zgodil. Ne. Škotska recimo jih ima tudi neki. Ne. Tako da ne moram reči, da so bili presenečeni, ne, ker tudi vse ostale organizacije prihajajo z nekega takega sorodnega socialnega okolja, recimo temu. Ne. Presenečeni so bili pa na tem, da so imeli možnost ustvarjati v praznem bazenu, v Vašhavi, ki je čist nekaj specifičnega, v zapuščenem stanovanju in nazadnje v Ipozu, ki je pa, vemo, propadajoča, popolnoma propadla, zgnila že skoraj, ne, tovarna. Tako da to je bila glavna tista stvar, wow, ne, kakšne možnosti različnih prostorov imamo. Ne. Pa takšni ali pa podobni projekti potekajo še kje drugod? V smislu? Kje mislite? Mislim, ustvarjanja podobnih v drugih državah. Zdaj čist takle ne, ampak se pa zdaj že pogovarjamo, kako bi pa lahko v naslednjem sklicu, recimo v letu 2015 ali 2016, organizacija iz Škotske prevzela v bistvu projekt, ne, in bi ekipa potem se dobila na Škotskem in tam unesla pač to dušo v prazne prostore. No, to bo pa malo daleč za našo ekipo. Bomo poslali po linku. Hvala lepa. Hvala tudi vam, srečno. V sredo 22. oktobra je v Trbovski knjižnici Toneta Seliškarja potekala predstavitev knjige Barjanski otrok, prezgodaj preminule irske pisateljice Siobhan Dowd. Knjigo je prevedla Tina Mahkota, priznana prevajalka, lanskoletna dobitnica Sovretove nagrade. Barjanski otrok je preveden v 8 jezikov in je poleg številnih drugih prejel najuglednejšo nagrado, Carnegiejevo medaljo. Kritiki pa so ga uvrstili v ožji izbor za irski roman desetletja. Vsi honorarji so po smrti pisateljice namenjeni v humanitarne namene. Tina Mahkota se je z nami pogovarjala o knjigi in svojem delu prevajalke. Gospa Tina, lepo vas je spet srečati v Zasavju. Ja, tudi jaz sem zelo vesela, da sem znova gostovala v knjižnici Toneta Seliškarja v Trbovljah. Pred 1 letom in pol smo imeli tukaj zanimiv pogovor o Orwellovi Poti v Vigan. Tistega prevoda verjetno ne bi dokončala, če ne bi prišla v Trbovlje, v muzej. Potem sem ogromno virov in literature tudi tukaj dobila, kajti knjiga se dogaja v 30 letih v angleških premogokopnih revirjih. No, tokrat sem pa prišla na pogovor o eni drugi knjigi. In ko vam nekdo omeni Barjanskega otroka, na kaj najprej pomislite? Torej, moja prva pač ta poizvedba je seveda šla v to smer, kaj pomeni zdaj to, zakaj Barjanski otrok, kaj je s tem Barjem. Sama seveda živim v Ljubljani, nekako na robu Barja. Pred letom in pol je bila v Ljubljani v Mestnem muzeju zanimiva in odmevna razstava o najstarejšem kolesu, ki je bilo najdeno pred 1000 let ohranjeno v barjanski zemlji. Barje ima te pač kemične lastnosti, da prepreči razkrajanje, razkroj, in zato so se pač tudi v Barju ohranila trupla, mumije, jih včasih tudi imenujejo barjanske mumije, teh Barji šotnih, šota je seveda pomembna, zato je zelo veliko na Irskem. Tudi sicer v severni Evropi, tam v pasu od severne Nemčije preko Danske, je bilo ogromno teh nenavadnih najdb in ta najdba in ta pogostnost teh železnodobnih grobišč je bila tudi potem nekak navdih za pisateljico, ki je okrog tega Barjanskega otroka spletla zanimiv večplasten roman. Prevajali ste pa že več del irskih pisateljev. So mogoče oni posebni, recimo v primerjavi z drugimi? Ja, torej meni je pač irska književnost, govorim seveda o irski književnosti pisani v angleščini, sama ne znam irščine,
verjetno tudi v času svojega življenja tega cilja ne bom izpolnila, ker je irščina jezik izredno težek, zapleten, star jezik, tako da seveda moje zanimanje in moj poklic, bi lahko celo rekla, literarne prevajalke je v veliki meri povezan z angleško pišočimi irskimi pisatelji. Gre za izredno bogato književnost, seveda Irska s tako majhnim številom prebivalcev se ponaša 4 Nobelovimi nagrajenci za književnost. Zadnji je bil pesnik Hini, ki ima zanimivo tudi cel ciklus o teh barjanskih mumijah. Zame pač rada se vračam pač v domišljiji, v mislih in v literaturi k Irski. Ta družba, njena zgodovina me zanima, me mami, vabi. Prevedla sem veliko irskih avtorjev, tudi irskih dramatikov. Gre pač za zelo bogato, dolgotrajno, dolgo v preteklost segajočo književnost, ki se opaja, napaja pri mitologiji, pri nekemu žaru do pripovedovanja, do dobrega pripovedovanja zanimivih zgodb, včasih tudi nekako mističnih, zgodb o duhovih, o umrlih, ki mogoče pač vstopajo tudi v naša življenja. Tako da, kar zadeva sodobno irsko književnost, gre pa seveda za zelo, zelo vrveče, borbotajočo, zanimivo literarno produkcijo in ta me pač zanima, odkar sem nekako stopila na pot literarnega prevajanja. Kaj pa trenutno prevajate? Ja, trenutno sem pa se spet malo vrnila k dramatiki. Me zelo veseli, da seveda to več ali manj redno počnem. Potem pač pride obdobje, ko je mogoče določena književnost, pa avtorji so nekoliko malo manj zanimivi. Tako da trenutno prevajam, zdajle imam kar eno za drugo 2 drami za gledališče tukaj dokaj blizu vas. Z celjskim gledališčem veliko in redno sodelujem. Za prihodnje leto pa tudi me čakata 2 romana. Orwell, moj res, čeprav ni Irec, skoraj najljubši avtor. Njegov prvi roman bo v slovenščini šel v mojem prevodu in pa zanimiva knjiga novel pisateljice Karen Blixen oziroma Isak Dinesen, ki jo poznamo predvsem po Moji Afriki. Pred leti je bil tudi film. Zanimiva pisateljica danskega rodu, vendar je pisala v angleščini in v danščini, tako da bom prevedla zbirko njenih novel. Koga ali kaj pa bi še želeli prevajati, pa vam še ni dano? Ja, upam, da se mi bodo kar veliko stvari se mi je uresničilo, avtorji, stvari, ki sem si jih želela prevajati. Zelo imam nekje tako v mislih Swifta, pa ne zato, ker je Irec, ampak ker je spet mogoče po krivici nekako poznan samo po eni knjigi, po svojih znamenitih Gullivých potovanjih, je pa tudi briljanten esejist bil, tudi njegova poezija je zelo, zelo, zelo posebna in pomembna. Je pa to zelo, zelo velik jezikovni izziv, ker to je baročni jezik, mogoče bi ga lahko primerjali z našim svetokriškim, tako da mogoče bom pa kdaj tudi prevajala Swifta. Pa še nekaj knjig, tako mi je dragih, si želim, da bi mogoče jih prevedla. Ena zelo zanimiva knjiga, napol stvarna književnost, biografija neke družine avtorja židovskega rodu, ki je umetnik in govori o svojih prednikih zelo, zelo zanimiv način. To je knjiga z naslovom Zajec za jantarnimi očmi. Tam je bila v zadnjem času zelo ljuba. Pa pustim se pa seveda tudi vedno novim vzgibom, ko kakšna knjiga na novo pride v moje roke, pa se mi zdi, da tole bi bilo pa fajn prevesti. Predzadnja letošnja razstava v galeriji Medija je bila namenjena občudovalcem akademskega slikarja Andreja Pavliča. Bila je v znamenju tako imenovanih del na papirju. Samostojna in verjetno najbolj znana dela so njegove slike v slikah, ki jih je dopolnil z že skoraj abstraktnimi deli s skupnim imenom Fragmenti. Sličice, ki se v mreži dopolnjujejo, govorijo vsaka svojo zgodbo, vse skupaj pa imajo čisto svoj pomen. V pogovoru avtorja s povezovalcem Milanom Razborškom so obiskovalci lahko izvedeli nekaj podrobnosti o razstavljenih slikah. Andrej Pavlič v Zagorju ne razstavlja prvič, bil pa je tudi gost na slikarski koloniji iz Lake Zagorje.
V kratkem pogovoru z nami je dejal, da se v Zagorje vedno rad vrača. Kulturni program ob odprtju sta na svojstven način popestrila Vlado Poredoš in Bojan Bergant. Razstava bo odprta vse do 3. decembra, ko bo že tradicionalna retrospektiva slik avtorjev letošnje slikarske kolonije. Pri založbi Sanje je septembra izšel prevod knjige Miljenka Jergoviča Oče. Njegovo delo je žanrsko težko opredeliti. Lahko je roman, morda esej, lahko pa so to le spomini na očeta in čas, v katerem je živel. V posameznih poglavjih lahko spremljamo odnos očeta sarajevskega zdravnika in sina pisatelja, ki sta si daleč in v mnogočem blizu. Pripoved, ki se začne dan po smrti pisateljevega očeta, je razmišljanje o minevanju, prepleteno z njegovimi spomini na otroštvo v Jugoslaviji 70. let, mladostništvo v 80. in vojne na Balkanu v 90. S pripovedovanjem o očetu in širši družini Jergovič namreč osvetli nekaj usodnih in absurdnih preobratov krvavega razpada Jugoslavije. Tudi kako težko je kot bosanski Hrvat pisatelj Jergovič težko prišel do hrvaškega potnega lista. Jergovič je eden najbolj branih sodobnih avtorjev z območja nekdanje Jugoslavije. S tem delom se je spustil v svojo zasebnost. Govori o narodnostnih in osebnih izdajah, o bližini in zidu med očetom in sinom, o odpuščanju in neodpustljivem, o umiranju od tesnobe in o strahu. To je bilo vse v današnji kulturni oddaji. Bodite z nami tudi prihodnjič. Nasvidenje. Kdo pravi, da ni fleksa po 50? Investicijsko zavarovanje Fleks za odrasle lahko do konca meseca sklenete s posebnimi ugodnostmi. Fleks za odrasle iz zavarovalnice Triglav.